Ja, novomeški kmetijski sejem je vedno poslastica v tem spomladanskem času. No in ker praktično o vsem, kaj se bo zgodilo na sejmu, že dolgo vrsto let odločajo v kmetijski zadruga Krka Novo mesto, bi kar povzel del govora, ki ga je imel direktor. Pravi tako, da je ta Gregorjev sejem v Novem mestu priložnost za številna poslovna srečanja in izmenjavo strokovnih in delovnih vsebin, s katerimi se srečujejo v slovenskem agrarnem okolju. Zato je v teh turbulentnih časih tako za zadruge kot za njene člane, kmetovalce in pridelovalce zelo pomembno, da preko svojih krovnih organizacij, ker zlasti ključno vlogo igra Zadružna zveza, zbornica in ministrstvo, najdejo skupen dialog za vzpostavitev vseh tistih sinergij, ki bodo omogočale skupno nastopanje zadrug, pa naj gre za nabavo repromateriala ali za prodajo kmetijskih proizvodov, saj je brez povezovanja skoraj nemogoče konkurenčno in uspešno nastopati v trgovskih verigah in v oskrbi javnih inštitucij z lokalno pridelanimi živili. Seveda pa je za doseganje takih ciljev, ki dolgoročno prinašajo stabilnejšo in cenovno sprejemljivejšo tako nabavo kot prodajno cenovno politiko, potrebno vzpostaviti enakovredne komunikacijske poti tako znotraj zadrug kot z njihovimi krovnimi združenimi, ključno z ministrstvom. Žal se v preteklosti ravno na teh relacijah je nekako izgubila marsikatera dobra ponudba in zamisel, ter je zbledelo podpiranje za financiranje projektov, ki bi predvsem zvestim pridelovalcem in na koncu tudi potrošniku zagotovile normalen razvoj v prihodnje, razvoj pridelave hrane. Pravi pa direktor, da je prepričan, da so za dosego teh ciljev v prihodnje posebno pomembni predvsem preprosti človeški resursi, tisti, ki znajo zasledovati prave vsebine skladne s postavljenimi dolgoročnimi cilji in koncepti, usklajenimi z vizijo in poslanstvom, ki ga v svoji osnovi ima zadružništvo. Tisti, ki tega niste razumeli, želim povedati samo to, da gre za dolgo vrsto let staro politiko, ki vedno ima v svoji vsebini zagotavljanje prehrambenih resursov, ki zagotavlja varno hrano v tem našem okolju, ki zagotavlja tudi preživetje tisočim, ki živijo na tej naši zemlji, ki na nek način organizira vse tisto, čemur se reče pridelovanje hrane. In ker gre za to, se mi zdi izjemno pomembno, da takrat, kadar se srečamo tudi na takih sejmih, razmišljamo po svoje in sicer sam v svojem okolju bom ustvaril tisto, kar znam, in zagotovo zadruga je bila tista, ki nam je takrat, ko nam je šlo težko, pomagala, ali pa ko nam je takrat, ko smo pridelali dovolj za na trg, pomagala tudi tisto, kar je prodati. No, pa poslušajmo direktorja zadruge še, kako je on povedal ob tej priliki. Ja, na vsak način. To je ta prvi sejem, slovenski, spomladanski, in jaz verjamem, da kljub malo slabši napovedi bomo prebudili naravo in ne nazadnje kmetovalce, da bomo, bom rekel, z nekim optimizmom štartali v novo sezono. Direktor, pa predstavite še ta vaš sejem. 22. sejem, začeli smo na 6000 kvadratnih metrih na agroservis lokaciji. Zdaj smo šli tukaj, nažalost smo tukaj zdaj dosegli neko zgornjo mejo razpoložljivih površin, tako da širiti se v tem trenutku več ne moremo. So pa seveda načrti ambiciozni, pogovarjamo se o možnih tudi drugih lokacijah, ker je interes gromozanski. Nažalost smo mogli letos preko 30 potencialnih razstavljalcev odkloniti in to ni v redu. Bili bi bolj veseli, ampak še vedno pa mislim, da je nabor razstavljalcev tak, da vsakdo najde svojo tisto zadevo, ki ga zanima.
ker sejemska dejavnost zasleduje določene razvojne trende. Kako je šel ta razvoj sejma ali pa vsega, kar je razstavljeno? Tako kot razvoj pri vseh panogah, ali v računalništvu ali v kmetijstvu, vsako leto večji stroj, vsako leto bolj moderni stroj, vsako leto je pravzaprav treba bdeti nad tem, da sledimo novostim, ker sicer se tudi v kmetijstvu ostane odzadaj. Nažalost nam edino cene pridelkov ne sledijo temu in jaz se tukaj bojim zaradi trenda padanja cen, kako bojo lahko pravzaprav posamezni kmetovalci še sledili temu razvoju glede na nizke prihodke. Zazrti v prihodnost, zazrti v pridelavo hrane, kako je s tem? Mi zremo optimistično, saj kmet ni nikdar obupal. Se pa treba začeti na glas pogovarjati, kaj pravzaprav narediti, da bomo majčkeno amortizirali te slabe cene, ker nažalost smo v Sloveniji premajhni, da bi lahko vplivali na svetovne cene. Treba je pa najti seveda dodano vrednost, treba se povezati, treba je enotno tržiti, ne vsak svojo blagovno znamko, ampak z eno. Tukaj morajo tudi krovne organizacije odigrati svojo vlogo, zadružna zveza, zbornica. Mislim, da bomo tukaj mogli bistveno bolj se usesti pa začeti delati, kot pa do zdaj, ker smo se več ali manj pogovarjali, pa na neki deklarativni ravni ugotavljali, kaj bi mogli storiti. Ja, če pogledam v ekonomski anale, bi lahko rekel, da je zadružništvo tisto, ki mu ekonomija napoveduje celo zmago, bi temu lahko rekli. Namreč zadružni trendi v svetu ubirajo tisto pravo razvojno pot, saj je od človeka vse skupaj odvisno. No, vi po teh vseh letih, kaj mislite, kaj znotraj zadružništva, kaj z zadružništvom? Jaz mislim, da je edina pot tudi zadružnega sistema združevanja, ker zdaj povezujemo znotraj zadruge. Nažalost pa zadruge vse preveč vsako v svojo ulico gledamo, medtem ko bi mogli vendarle vsaj na nabavni strani narediti in stopiti skupaj. Čeprav vsak pod svojim imenom, ampak tukaj pravzaprav so edine rezerve. Še na prodajni strani nažalost ni več rezerv oziroma te rezerve z dneva v dan kupnijo in mislim, da je tukaj bi mogla pomembno vlogo odigrati tudi zadružna zveza. Poglejte, poleg vse mehanizacije, ki je veliko, so tu še semena pa fitofarmacevtska sredstva, ne nazadnje še kaj drugega, ampak to je tisto, kar je sedaj v tem spomladanskem času izjemno pomembno. No, vi povejte, kaj so glavni problemi pri zagotavljanju repromateriala, tehnične robe, vsega, kar je potrebno za kmetijstvo? No, najbolj pereč problem v tem trenutku je zagotovo pomanjkanje fitofarmacevtskih sredstev registriranih za tržne pridelovalce zelenjave. Mi tukaj spet pol leta govorimo, pol leta si nekako ping-pong žogco podajamo, vsi odgovorni niso odgovorni, naši pridelovalci pa ne vejo, s čem bojo pravzaprav tretirali papriko, ko bo potrebna za tretiranje. In tukaj smo, bom rekel, približno 2 minuti do 12 je ura, kjer moramo Bob reči, ali bomo še se šli pridelavo zelenjave in omogočali registracijo pripravkov ali pa ne. Ampak samo s prepovedjo nekaterih, pa ne z registracijo novih, ne bomo mogli tržne pridelave dvigati na nivo, kot si ga seveda želimo vsi skupaj in kot ga ima minister zapisanega v perspektivi do leta 2020. Sam si mislim, da je tudi poplava trgovcev tista, ki pravzaprav dispergira vso to možnost eksaktnosti, natančnosti, zanesljivosti. Kaj vi mislite? Jaz mislim, da v tem trenutku ni. Dobaviteljev je preveč. Vsak pravzaprav ponuja danes že semensko koruzo, semensko pšenico, semensko vrečko in jaz mislim, da bi tukaj pravzaprav tudi rabili nek inštitut, ki bi pravzaprav kontroliral kvaliteto vsega tega. Nažalost moramo to pri naših predelovalcih sami poskušati nove sorte, ugotavljati, da so tržno zanimive ali ne in kar nekaj prostora namenjati tem poskusom. To bi mogla odigrati ali Kmetijski inštitut Slovenije ali ministrstvo. Si pa želimo mi v sklopu razpisov, ki bodo v tej perspektivi bili razpisani, tudi nek tak inštitut ali to v okviru grmske šole, ki bi testiral hibride za tržne pridelovalce.
Verjetno je še kakšen moment, ki ste ga zaznali in ga lahko sami uredite znotraj vašega poslovanja, znotraj dogajanja v zadrugi. Predvsem bomo poskušali boljše tržiti, kot smo v lanskem letu. Tukaj bom rekel, so neke pogodbe zavezujoče s trgovskimi sistemi sicer podpisane. Bistveno večji problem, ker ne vemo, kakšen vpliv bo imeli vsi te svetovni trendi na cene. Pri mleku vemo, da cena še vedno drsi krepko navzdol. Pri zelenjavi se bojimo, kaj bo s turško zelenjavo, in zato seveda apeliramo na potrošnika, da bo vendarle posegal po domači pridelavi, kjer je znano poreklo, kjer je znana kvaliteta, kjer je znan nadstandard pridelave, okolju prijaznejše, in tukaj seveda bo glavna poanta sezone 2016. No, v tem času, poleg tega, da je zadružništvo tisto, ki pravijo, da bo potegnilo ta prehranski voz naprej, je potem tudi lokalno pridelano, domače, ali se to kaj pozna pri sami prodaji? Seveda se pozna. Mi zaključujemo pravzaprav 4-letno obdobje, kjer smo z evropskimi sredstvi imeli podprto trženje oziroma promocijo integrirane pridelave zelenjave. Jaz mislim, da smo prepoznavnost dvignili na bistveno večji nivo, da smo povečali to prodajo, ne nazadnje tudi povpraševanje. Jaz neskromno lahko trdim, da ni trgovskega sistema v tem trenutku teh večjih slovenskih Tuš, Mercator pa Spar, ki bi si lahko privoščil biti brez naše zelenjave, in to prednost na nek način moramo zdaj izkoristiti. Ne smemo pa pozabiti na trženje. Tudi v naslednjih letih bo treba ta sredstva zagotoviti, najti in držati nivo. In če bo temu tako, potem lahko z gotovostjo povzamemo, da bo lahko doma pridelano z znanim poreklom in okolju prijaznim načinom pridelave tista kvaliteta našega agrarnega posla, ki mu je vredno zaupati. Tako je zaključil direktor. Mi pa bomo povprašali tistega, ki je pripravljal sejem, kako, na kakšen način se tega lotevali v tem letošnjem letu. Lejte, na našem sejmu predstavljamo vsako leto, bi rekel, zelo široko paleto segmentov, tako da imamo za vsakega sigurno se nekaj najde. Se pravi, od majhnih igrač, bi rekel, pa do velikih traktorjev, velike kmetijske mehanizacije, potem tudi nekaj iz gradbenega področja, ogrevalne tehnike. Predstavljajo se naše domače kmetije z suhimi mesninami, mlečnimi izdelki, imajo domače mline, se pravi imamo moko, imamo domača olja, imamo čebelarje in pa seveda krošnjarska tržnica, rokodelska tržnica, za vsakega se pravi se nekaj najde. Pa vendarno nekateri so letos ostali pred vrati sejma. Pravijo, da tudi tisti, ki so dolgo vrsto let sodelovali na tem sejmu. Lejte, mi damo vsako leto možnost prijave novim razstavljavcem, se pravi, kdor prej pride, prej dobi svoje mesto. Mi ne zapiramo svojih vrat kot določeni sejmi, ki imajo svoje stalne razstavljavce. Zakaj? Glih zaradi tega, da želimo vsako leto predstaviti nekaj novega. Poglejte, kaj pa trend, ta vaš komercialni trend, usmeritev, nova sezona? To je, bi rekel, en uvod v novo sezono. Že pred 22 leti, ko smo s tem začeli, je bila to ena istočnica za novo sezono s predstavitvijo novih artiklov, in na tem baziramo tudi danes. Ja, kaj pa drugo leto, bo sejem? Lejte, porasti iz leta v leto imamo, je sigurno ta sejem, bi rekel, ki je prvi v sezoni, ima prihodnost tudi vnaprej. No, naj mi ne zamirijo tisti, ki se sprehajajo sedaj po naših posnetkih po sejmu, ampak vendarno vsebina je vedno bila in bo pridelava hrane. No in prav zaradi tega me zanima ta del. Povejte vi. Na delu kmetijstva se ukvarjamo z vsem odkupom, tako da smo v lanskem letu obeležili glede pridelave obilno letino, dobro letino, tako da smo odkupili 20 milijonov litrov mleka, 3 milijone 500 tisoč kilogramov zelenjave. Tako da glede količine in kvalitete je bilo
leto kakovostno, žal pa cene niso dale tisto, kar bi moglo biti. Tako da glede cen pa beležimo eno slabših letin. Ja, mnogi najbrž niti ne veste, ampak znotraj cen in pa tudi znotraj ledine se vedno dogaja bilanca zadruge ali pa tistega, ki se ukvarja s prodajo kmetijskih pridelkov. No pa vi povejte, kako je bilo v lanskem letu ali pa letos. Pogosto se ne pojavlja, vendar se je lansko leto naredil tako rekoč boom v celotni Evropi, tako da je zaradi temperaturnih viškov, ki so bili sred poletja, je dozorelo preveč paradižnika, ki ga enostavno Evropa ni mogla pokonzumirati. Embargo Rusije še drži in enostavno ta paradajz je šel smeti. Nekateri tega ne razumejo, namreč pričakujejo, da ko enkrat doma iz dvorišča odide v širni svet v prodajo, da je potem to že prodano. Pa vendarno, no pojasnite še enkrat, ima to vpliv? Ja, vsekakor ima tole vpliv. Tako da na koncu leta zmeraj naredimo analizo in pol na podlagi te analize se naredi tudi plan za naslednje leto. Se pravi, ta analiza temelji predvsem na dobičkonosnosti določene panoge in žal paradižnika bo v letošnjem letu manj, ker se bo proizvodnja skrčila. Ja, samooskrba pri sami zelenjavi je še vedno vprašljiva in problematična. Samooskrba Slovenije je nekje 30% in s temi 30% deležem ne moremo zadovoljiti potrebe slovenskega trga. Žal pa smo tudi sezonsko zelo naravnani, tako da manjka sadja in zelenjave v nesezone. No, ne bova rešila tega ekonomskega vprašanja, ker je zapleten in večplasten, včasih vsega premalo, včasih vsega preveč nihanja, pa vendarno povejte še enkrat. Enostavno prvi vidik je ekonomski vidik, ker dobesedno slovenski predelovalec težko konkurira z tujim uvozom, ker je tam druge podnebne razmere, manj stroge ukrepe glede zaščite, tako da tudi delovna sila je bistveno cenejša v sosednjih državah in enostavno kmet za svoj proizvod ne more konkurirati tem predelovalcem iz sosednjih držav. Ja, no, če se spomnim tistih začetkov, 30 ton, pa danes 3000 ton, to ni primerljivo, pa vendarno 18-20 pridelovalcev danes v tem istem okolju, ki ga imamo v mislih, 8-9, nič se ne povečuje, povečuje se samo pridelava. Pa povejte vi, kako boste se srečali s to nadlogo. Še zmeraj planiramo vsej takšen odkup, kot je bilo v letošnjem letu, tudi nekaj povečanje, ker smo dodatno pridobili nekaj pokritih površin, tako da bomo tudi razširili proizvodnjo, se bo raztegnila, bomo prej predelali in dlje časa držali proizvodnjo, tako da predvidevanje so, da ostanemo vsej na ravni leta 2015 ali pa povečamo proizvodnjo. No, tu pravzaprav bi težko v 2 stavkih povedal, kaj je tisto, kar smo hoteli povedati. Namreč fižol je bil tisto, kar bi se naj dogajalo na sejmu, pa vendarno vrtnine so nekaj, kar bo v prestrukturiranju naše kmetijske pridelave znotraj tega dolenjskega, posavskega in belokranjskega prostora zagotovo našlo tisto nišo, ki bi zagotavljala več zaslužka in več delovnih mest. In kaj čmo? Enkrat vreme, enkrat politika, enkrat uvoz, vedno smo na tnalu. Vreme pa tako in tako veste, da ga nam kmetom velikokrat zagode. No in Zadružna zveza je tista, ki bi naj v prihodnosti odigrala drugačno vlogo kot do sedaj. Povezovala naj bi in to povezovala v tem, lahko rečemo, povsem ekonomskem smislu pri cenah, recimo repromateriala in tako naprej. Kar poslušajmo predsednika. Ja, leto 2015 je bilo, kar se tiče vremena, je bilo zelo dobro. Torej, že dolgo let ni bilo tako, ni bilo nekih naravnih nesreč. Vse bi lahko rekli, je bilo solidno, ampak tako hudega padca cen, kot smo ga doživeli pa v 2015, pa se v mojem, kar delujem v kmetijstvu, se ne spomnim. Torej, pade cene mleka 20-25%, pade cen govejega mesa, pade cen prašičjega mesa in tudi vse ostalo so cene šle dol. In to je dejansko en velik problem, vzroki vemo, kje so ta rusko-ukrajinska kriza, politični problemi, Severna Afrika, Daljni vzhod, Bližnji vzhod.
Problem je v tem, da vse te probleme v glavnem izvirajo iz političnih avantur Združenih držav Amerike, bremena nosi pa Evropska unija. In največjo breme nosi ravno evropsko kmetijstvo in s tem tudi slovensko kmetijstvo. Še posebej smo prizadeti slovenski kmeti, kajti povprečna slovenska kmetija je 5-krat manjša od povprečne evropske kmetije in pa v Sloveniji imamo izjemno težke pogoje kmetovanja, 85% površin so območja z omejenimi dejavniki. Zato smo še toliko bolj prizadeti. In tu bo mogla Evropska unija nekaj, tudi smo zahtevali od ministra, da na svetu ministrov naslednji teden izpostavi tudi to slovensko problematiko, da bo samo v domačem krogu tega ne moremo reči. Zadruge imamo minimalne marže, no, lahko rečem, da zadovoljni smo, da zadruge smo v 2015 nekako zadržale promet 2014, ni nam promet padel, kar se mi zdi uspeh glede na težko situacijo. Torej, veste, če so nizke cene mleka, mesa, potem kmet nima denarja za investiranje in to se tudi zadrugam pozna. Ker pri nas pač kroži, torej mi od kmetov odkupujemo hrano, pač to, kar kmetje proizvajajo in kmetov skrbujemo z repromaterialom. Tako da se mi zdi, da tudi v teh težkih zaostrenih pogojih smo zadruge dokaj solidno nekako poslovale. Seveda je pa treba vedeti, da pa v 2016, pa če ne bo nekih korenitih ukrepov Evropske unije, bo to izjemno težko. V programu razvoja podeželja 2014-2020 smo nekako bili relativno uspešni, približno toliko denarja kot v prejšnjem finančnem obdobju. Z razporeditvijo se nismo najbolj strinjali, smo imeli kritični do kmetijskega ministra, vendar takrat nas ni poslušal, zdaj ko pa vidi, da so določene težave precej hude, pa smo uspeli, da je dal določene spremembe v program razvoja podeželja, ki upam, da bodo sprejete. Te spremembe se pa v glavnem nanašajo na podporo tudi manjšim hribovskim kmetijam in pa da se tudi za ta hribovska travnata območja podpora po hektarju nekoliko poveča. To so tiste ključne stvari, ki smo pač jih nekje v tem zadnjem času postavili kot zahtevo in jaz upam, da bodo v Bruslju sprejete. Mogoče še potem kasneje kaj o politiki, zdaj pa bi povprašali katerega od razstavljavcev. No pa se vi predstavite, hodite vsako leto na sejem? Ja, zadnja leta se kar predstavljamo vsako leto tukaj na sejmu na Grabnu. No pa povejte, se kaj proda? Ja, prodaja je kar, tako zdaj je aktualno klobase, želodski, šunkice, velika noč pred vrati pa je kar povpraševanje. Ja, vas pa kot prodajalca čebelarjev, čebeljih izdelkov, bomo tako rekli, kar velikokrat srečam na Grabnu. Kaj ponujate? Mi ponujemo trenutno 5 vrst medu, potem seveda cvetni prah, mešanico z vseh čebeljih proizvodov, potem so na voljo recimo na razpolago medica, peneča medica. Prvič letos smo jo po tem 2-letnem, 3-letnem trudu uspeli narediti. Seveda je na voljo potem tudi kakšne izdelki iz voska, tako da je kakšna kombinacija za kakšna taka lepa darila, tako da pride kaj medenga. Novost letos je recimo tale sirup smrekovih vršičkov narejen v medu, to je tudi nekaj novega, tako da je kaj za pokazati. Pa vseeno, kriza, čebelarjenje, koliko panjev imate, kako čebelarite? Trenutno čebelarimo z nekje 200 komercialnimi družinami. Čebele se praktično prevaža po večjem delu Slovenije. Spomladi začnemo na Primorskem, kjer ujamemo prve cvetove akacije, potem se pa poslužujemo paš na Bizelskem, Bele krajine, se pravi, potem se vračamo domov vedno v nekakve osrčje Hoje, to je okolica Dolenjskih Toplic, in pa potem pozno poletne paše višje v ležečih področjih, se pravi, ali je tu področje Kočevskega roga, Notranjskih gozdov, vse tja do Snežnika praktično. Že v uvodu sem rekel, da vas vidim vsako leto na sejmu. Je to dober sejem? Sam sejem je v redu, mi smo zelo zadovoljni z njim, z veseljem se tukaj pokažemo, ker pridejo ljudje vedno s pozitivno energijo, tudi če bo slabo vreme, ljudje so vedno lepo pozitivno nastrojeni pri tem sejmu. Je ena domačnost, čutiti to preprostost v njemu, tudi strani organizatorja, vedno lepo organizirano, tako da dobimo tisto, kar mi hočemo, tudi ljudje pa dobijo, kar oni želijo, tako da smo zadovoljni. Tako v domačem čebelarju, sedaj pa oljarna, tam iz naših Slovenskih goric pravijo, da prihajajo. No, poslušajmo. Na sejmu se predstavljamo z raznimi olje, ki jih pridelujemo doma. To so bučna olja, orehov olja, konopljena olja, lešnikovo, mandljevo,
laneno, namaz iz bučnih semen pa razna semena. Neki imamo lastne surovine, neki pa tudi odkupimo od okoliških kmetov. Bučno stiskamo, imamo toplo stiskano olje, bučno pa tudi hladno. Ostalo olje pa so hladno stiskano. No in kaj jamči za vašo kakovost? Imamo tudi vrsto priznanj, vsako leto dajemo na ocenjevanje na dobrote slovenskih kmetij Ptuj. Lansko leto recimo smo dobili 8 priznanj, tudi znak kakovosti. No vsako leto, že 22 let pa se na sejmu predstavlja tudi kmetijska šola. No in poslušajmo direktorja. Ja, mislim, da je nekako poskušamo pokazati, da so naši dijaki in diplomanti, bivši dijaki, del celotnega sistema v kmetijstvu in so tudi del zadruge. V službi so, veliko naših dijakov je v službi, prav v zadrugi, pa naj bo to v sami proizvodni kot člani zadruge. Po drugi strani je pa tudi veliko zaposlenih, ki pa so tudi pomagajo organizirati. In seveda, kot ena velika družina, tukaj na Dolenjskem je tudi naša šola, Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma in seveda smo zaradi tega tudi del vsebin in del vsega organiziranja tudi zraven, normalno, vsako leto. Vesel sem bil takrat, ko je sejem nastajal. Še bolj vesel sem danes, ko ga vidim ozlajšanega in pravzaprav polnega, nikjer več niti kotička. Lepo urejen, no in znotraj tega ljudi, ki se imajo o čem pogovarjati. O kmetijstvu, o predelave hrane. Ja, to je naš novomeški sejem. Ne gre drugače.